Lep pozdrav. Kot veste, smo današnjo tiskovno konferenco sklicali, da v opoziciji predstavimo pobudo za posvetovalni referendum o zakonu, s katerim Janševa vlada namerava ustanoviti demografski sklad. Ključen problem, zakaj sklicujemo posvetovalni referendum, je, da vlada tega demografskega sklada ne ustanavlja zato, da bi rešila financiranje pokojnin, kot pravi, pač pa ga ustanavlja zato, da bi dobila praktično neomejeno moč kadrovanja v državnih podjetjih, da bi lahko vstopala v tiste segmente državnega premoženja, kamor do zdaj še ni mogla, in da bi sprostila varovalke proti privatizaciji. Pa bom na kratko mogoče za uvod orisal, kako to zgleda in zakaj to počnejo. Zdaj, kot vemo, Janez Janša vlada že tretjič. In vsakič, ko je bil na oblasti, je pokazal, da njemu politična oblast ni dovolj, da hoče imeti tudi ekonomsko oblast v državi in da hoče imeti nadzor nad mediji. Vzorci, ki jih spremljamo leta 2021 in 2020, niso novi, niso od včeraj. Če se vrnem malo v preteklost, se lahko spomnimo, da je recimo Mercator prodal v zameno za vpliv na Delo, časopis Delo. Skratka, vedno je pred razvojne potenciale ali pa razvojna vprašanja Slovenije postavljal svoj interes, in to je interes po oblasti. Tokrat ni nič drugače. Teh 8,6 milijard evrov premoženja, kolikor ga je po letih divjih privatizacij še ostalo, bo namreč z demografskim skladom postalo plen vlade, vsakokratne vlade. Iz upravljanja in odločanja o tem, kaj se bo s podjetji v državni lasti dogajalo, bodo izključeni vsi, ki imajo interes, da gre tem podjetjem čim bolje. Izključeni bodo delavci, zaposleni, izključeni bodo predstavniki javnega sektorja in izključeni bodo konec koncev tudi upokojenci. Demografski sklad bo namreč izgledal takole. Vlada bo postavila nadzorni svet, kjer bo velika večina predstavnikov vlade in vladajočih političnih strank, ki jih bo postavil državni zbor, potem bosta pa za okras zraven en predstavnik upokojencev in en predstavnik mladih. Vsi ostali bodo predstavniki vladajoče politike. In ta državni oziroma demografski sklad bo imel moč kadrovati povsod. Od državnih podjetij, kjer ima država večino, do stvari, kot je Slovenska tiskovna agencija, kamor do zdaj Janševa vlada še ni mogla poseči, pa že več mesecev spremljamo, kako jim konec koncev tudi odklapla finance, zato da bi vodstvo disciplinirala oziroma da bi poskušala iz Slovenske tiskovne agencije narediti, kot je premier sam enkrat se izrazil, bom uporabil njegov izraz, ventilator lažnih novic. Vlada bi rada vstopila v modro zavarovalnico, kamer do zdaj ni mogla, zaradi tega, ker tam pol nadzornega odbora sestavljajo zaposleni, predstavniki zaposlenih v javnem sektorju, in obstaja dober razlog, zakaj so predstavniki zaposlenih v javnem sektorju tam. Tam so zaradi tega, ker modra zavarovalnica na leto zbere okrog 900 milijonov evrov iz naslova prispevkov zaposlenih v javnem sektorju za pokojnine. Tukaj vidimo jasno intenco, da po novem bo demografski sklad tisti, ki bo po vladni taktirki ta nadzorni odbor postavil, in vlada bo v končni instanci tista, ki bo ta sredstva obvladovala oziroma ki bo imela nad njimi kontrolo. Skratka, če potegnem črto, na posvetovalni referendum želimo iti, ker o tem predlogu ni bilo nobene resne javne razprave, ker je iz prebranega zakona očitno, da ne bo odgovoril na vprašanje financiranja pokojnin. Če mogoče navedem podatek, Inštitut za ekonomske raziskave pravi, da bo primanjkljaj v pokojninski blagajni leta 2040 2,4 milijarde evrov letno. Demografski sklad bo lahko
pokril samo 200 milijonov leta 2040. Se pravi 12-krat manj, kot bo znašal primanjkljaj pokojninske blagajne čez 20 let. In na podlagi prebranega zakona je jasno, da je smoter ustanavljanja tega demografskega sklada samo en, to pa je, da bi vlada rada na kup zgrnila vso državno premoženje, od Telekoma do Slovenske tiskovne agencije, če se nekoliko šali rečem, noter ne dajo samo premoženja RKC-ja, skavtov in tabornikov, in radi bi imeli nadzor povsod, od državnih podjetij do medijev. Kot sem zadnjič rekel, ni jim dovolj politična oblast, niti jim ni dovolj ekonomska oblast, oni želijo v končni instanci določati, kaj je laž in kaj je resnica. In to se nam ne dogaja prvič, je pa res, da je Janez Janša kot premier tokrat še bistveno bolj agresiven, kot je bil v prejšnjih 2 mandatih. In najmanj, kar lahko naredimo, je, da vprašamo ljudstvo, če se s takim načinom uničevanja demokratične družbe strinjajo, če se strinjajo, da lahko to počne vlada, ki se nikakor ne noče sprijazniti z demokratičnim okvirom, kakšnega poznamo, in hoče bistveno več oblasti od tega. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na naši skupni novinarski konferenci, ki je bila sklicana iz nuje po preprečitvi plenjenja. Namreč za SDS, za vlado Janeza Janše je ideologija samo krinka za plenjenje po državnih podjetjih, za plenjenje po vsem, kar bi lahko eventualno prineslo dobiček. In ta predlog demografskega sklada gre točno v to smer. Kajti demografski sklad ne sme biti inštrument za pobrati, kar se še pobrati da. To je podlaga za še zadnjo veliko privatizacijo v tej državi. S privatizacijami imamo že izkušnje in smo v preteklosti videli, kam pripeljejo. Demografski sklad mora imeti samo en cilj, namen in smisel, in to je zagotavljati denar za pokojnine. Kajti skladi imajo vedno vlogo pomoči blagajni, ki sama ne more financirati vsega. In kadarkoli ustanoviš sklad, ga ustanoviš zato, da se notri akumulira denar, da se ta denar plemeniti in da ga imaš za kasnejše čase, ko denarja primanjkuje. To je vedno cilj skladov, takšnih ali drugačnih. In o demografskem skladu v Sloveniji govorimo že 15 let ali pa že več. Vendar ga do danes še vedno nismo ustanovili. Demografski sklad mora biti del širše, celovite pokojninske reforme, ki bo zagotavljala vzdržnost pokojninskega sistema, in ta predlog, ki ga je danes vlada pripeljala pred nas, brez, kot je lepo povedal kolega Luka Mesec, brez javne razprave, brez vsakega smisla ali želje po spraševanju ljudi, kaj menijo o tem, na tiho, tako kot ta vlada pač to zna. In temu se moramo upreti z vsemi silami. In zato bomo v opoziciji uporabili vsa sredstva, ki so opoziciji na voljo. Govorim o pravi opoziciji, kar mi 4 smo. In posvetovalni referendum je in ima en sam cilj, da ljudi vprašamo, ali se strinjajo z nadaljnjim plenjenjem, kajti tisti, ki bi morali zagovarjati interese upokojencev, ki se trkajo po prsih, kako jih zagovarjajo, tisti so nemi in tiho, vsak v svojem kotu, in bodo tudi tiho dovolili, da vlada še do konca razproda
in si podredi vse državne firme. Zato smo tukaj mi štirje, da poskusimo to preprečiti, seveda ob pomoči ljudi. In posvetovalni referendum je v tem primeru nuja. In zato smo trdno odločeni, da bomo uporabili vsa sredstva, ki so nam na voljo, da to preprečimo. Kajti državne firme morajo ostati državne, morajo ostati v lasti države s ciljem, da njihov denar, njihov dobiček, da gre v sklad in da bodo od tega denarja na koncu imeli korist upokojenci, pa ne samo tisti, ki so danes upokojeni. Daleč od tega. Ta sklad mora gledati naprej, v prihodnost. Takrat, ko bomo mi na tem, da bomo upokojeni in da bomo ta denar potrebovali. To je cilj demografskega sklada, pogled v prihodnost in zelo daljnoročno. Ne pa hitrih učinkov, kot jih ta vlada želi doseči ta hip, kako bo na hitro spet nekaj pobasala in bodo imeli nekateri spet polne žepe, upokojenci bodo pa spet zavedeni in ostali na suhem. Tega mi ne moremo dovoliti in zato nagovarjamo tokrat slovenski narod, da nam tudi pri tem pomaga, vkolikor bo do tega referenduma prišlo. In če pri tej zahtevi ne bomo uspešni, so naprej tudi druge poti in je seveda tudi še naknadni zakonodajni referendum. Tako da tukaj ne bomo popustili. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj morda v začetku samo spomnim, da smo Socialni demokrati skupaj s SAB in s podporo opozicije vložili svoj predlog zakona o demografskem skladu. Veliko je bilo že povedanega v tej stavbi in danes smo na tem, da se podajamo v skupno iniciativo za posvetovalni referendum. Strinjam se, da je tako pomembno vprašanje, kot je pokojninska varnost prihodnjih generacij, tako zelo pomembno, da je treba vprašati za to ljudi. Že zdaj smo zadolžili državo za prihodnje generacije in ljudi je treba vprašati, jim dati priložnost, da odločajo v postopku, še posebej, ker so finančne posledice izjemno velike. In nihče nima mandata za tako odločitev. Predsednik vlade je imel priložnost svojo ponudbo v razvojnem partnerstvu pokazati svojo iskrenost, pa je naredil ravno nasprotno. Uničil je predlog opozicije, ni se posvetoval s strokovnimi partnerji, ni se posvetoval z javnostjo, nobenega dialoga ni bilo, za zaprtimi vrati je spisal svoj predlog in ga dal v obravnavo. Ob tem, da je to demografski sklad, ki ga predlaga politični plen in privatizacijska past. Nikakor se očitno zdi tej vladi Janeza Janše ni briga za upokojence, kaj se bo dogajalo čez 10-20 let, ampak predvsem za plenjenje državnega premoženja. In vlada očitno s tem dokazuje, da ne zna voditi razvojnega dialoga. Mi jo tu iskreno in še enkrat opozarjamo, naj se posvetuje z ljudmi. Referendum je izjemna priložnost za iskreno partnerstvo z ljudmi. Vlado torej pozivamo, naj iskreno sodeluje z ljudmi, gre za pomembno odločitev vseh prihodnjih generacij, kako bomo zaščitili pokojnine, kako bomo zaščitili varno, dostojanstveno starost. Za primerjavo, opozicijski predlog zakona je skladu zagotavljal dodatna sredstva v višini 170 milijonov evrov, pri čemer je bil vse ključno premoženje ostalo v lasti države Republike Slovenije. Vladni predlog bi uspel za kritično obdobje prehraniti le slabi 2/3 od tega premoženja, vse ostalo bi se porabilo sproti, večinoma za stvari, ki niso povezane s pokojninami. Zato je treba ljudi na posvetovalnem referendumu vprašati, ta demografski sklad, o katerem zdaj
poteka razprava v Državnem zboru, torej vladni predlog Janeza Janše ne rešuje problema financiranja pokojnin, pač pa vladi povečuje možnosti kadrovanja po državnih podjetjih in pa privatizacijo.